Lep dober večer vsem, ki ste se danes zbrali v takem številu. Pogovorni večer evropske poslanke Romane Tomc naslovljamo zelo kratkim naslovom, ki vidite ga tukaj zgoraj. Hashtag ali pa Lojtrca, Iran NLB in Panama Papers. Ta naslov po našem pove povsem dovolj, o čem bo tokrat tekla beseda. Bolj kredibilnih in bolj kompetentnih razpravljavcev na to temo v Sloveniji danes gotovo ni. In veseli smo, da smo se lahko zbrali za takem omizju. Romana Tomc, evropska poslanka in gostiteljica tega današnjega večera, je edina od slovenskih evropskih poslancev, ki je bila polnopravna članica preiskovalnega odbora PANA v Evropskem parlamentu. Ta odbor se je ukvarjal z davčnimi oazami, pranjem denarja in je tudi na Evropskem parlamentu sprožila evropska poslanka Romana Tomc razpravo o velikem pranju denarja v Novi Ljubljanski banki. Z nami je tudi dr. Anže Logar, predsednik parlamentarne preiskovalne komisije, ki se je ta leta v slovenskem parlamentu ukvarjala z bančno luknjo in je vmes naletela tudi na velikansko pranje denarja v NLB. Z nami je tudi magister Ivan Simič, ki je ugledni finančnik in pravnik, nekdanji vodja davčne uprave Republike Slovenije, v zadnjem času ga vidimo tudi kot televizijskega komentatorja. Z nami je tudi magister Rado Pezdir, publicist, ekonomist, ki se svojimi publicističnimi prispevki na ravni, rekel bom, najboljšega preiskovalnega novinarja razkriva ozadja raznih bančnih ropov in usporednih ekonomij v Sloveniji. Vsem skupaj lep pozdrav, lep dober večer. Romana Tomc, vi ste v Evropskem parlamentu tudi sprožili razpravo o pranju denarja v NLB, pa najprej bi zanimalo tole. Pred kratkim, konec lanskega leta, je bilo sprejeto poročilo odbora PANA, predtem je bila tudi obravnava o pranju denarja v NLB, ki je v Sloveniji, v slovenskem medijskem prostoru naletela na kar velik odziv, mogoče tudi zaradi tega, ker je bil na tem odboru novinar Mladine, ki je zagovarjal to pranje denarja. Pa me zanima, kakšno je stanje danes, potem, ko je to poročilo v Evropskem parlamentu že bilo sprejeto. Hvala lepa. Najprej lep dober dan, oziroma že skoraj dober večer vsem, ki ste danes prišli. Očitno smo izbrali zanimivo temo, ker vidim, da je odziv velik in marsikdo je tudi poklical, pa bi prišel, pa nekako ni zbral poguma, da bi se pojavil v tej naši družbi. In seveda najlepša hvala mojim sogovornikom, ki so se res prijazno odzvali mojemu vabilu, da skupaj naredimo ta večer še bolj zanimiv. Zdaj pa čisto na kratko tisto, kar me za začetek sprašujete, Miro. Kako je to potekalo v Evropskem parlamentu? Zelo na kratko bom poskušala prikazati ta potek dogajanj. Panama odbor je poseben preiskovalni odbor, ki je bil ustanovljen ekstra, to se pravi, to ni redno delovno telo Evropskega parlamenta, ustanovili smo ga pa zaradi tega, ker so seveda pojavile afere v zvezi s pranjem denarja, takrat pač te transakcije preko Paname. Imel je omejen čas trajanja in sicer 1 leto in pol in danes več ne deluje. Tako da z sprejetjem tega poročila je tudi delo odbora usahnilo. Če bo se pokazala potreba, bo seveda nadaljeval s svojim delom. V tem letu pa pol je deloval na naslednji način. Takoj na začetku je bilo treba povedati, prijaviti, katere teme bomo na odboru obravnavali, kajti dnevni redi so bili zelo, bom rekla, restriktivno določeni. In takrat, ko je odbor začel delovati, jaz še nisem vedela za afero, ki jo je kasneje odkril Anže Logar, tako da pravzaprav ni bilo tega mogoče vnaprej napovedati. In to, da je
Nova Ljubljanska banka oziroma ta afera Irangate postala predmet razprave na tem odboru posebej še izven poleg rednega dnevnega reda, pomeni, da je Evropski parlament to problematiko prepoznal kot zelo, zelo resno. Namreč to ni kar tako, da nekaj predlagaš, pa potem se to obravnava mogoče veliko bolj ostro in strogo, kot to poteka v slovenskem parlamentu. Namreč predložiti je bilo treba zelo, zelo veliko gradiva, dokazil, da seveda gre za resno stvar. In ugotovili so, da gre za resno stvar. Sicer smo pa na začetku najprej poslušali preiskovalne novinarje, ene par sej je bilo to, kjer so na zelo, zelo konkretnih primerih, s konkretnimi imeni, od Rusije do ne vem kam, s popolnoma imenom in priimkom pripovedovali, kako se je pač to pranje denarja dogajalo. Potem so nastopili davčni svetovalci, potem so nastopili odvetniki, potem so nastopili bančniki in nenazadnje so bili na zaslišanje, ker to jih je odbor poklical na zaslišanje, klicani tudi recimo predsedniki uprav Apple, Google in tako naprej, ne, da razložijo, kako te stvari potekajo. Zelo zanimive so bile te razprave in res ogromno koristnih stvari so povedali, koristnih predvsem v tem smislu, ker Evropski parlament je pač zakonodajno telo. Ne? Evropski parlament ni policija, ni preiskovalno telo v tem smislu, da bo zdaj nekoga odpeljalo za zapahe neposredno, ampak je pristojno za to, da na podlagi tega, kar ugotovi, sprejme zakonodajo, ki naj bi to preprečila. No in potem na zadnji seji smo doživeli seveda tudi skupaj z obravnavo recimo Azerbajdžana, je bila Slovenija obravnavana na seji odbora. Na njej je bil prisoten tudi Anže Logar, ki se je, rekla, odlično izkazal in prisotna je bila še ena oseba, ker vedno je treba paziti na to, da so stvari kolikor toliko uravnotežene. Recimo mi z naše stranke, evropske stranke pri tem mislim, nismo smeli predlagati samo ljudi, ki bi bili blizu naši politični opciji. Imeli smo pravico, da predlagamo samo enega kandidata, ki bo zastopal oziroma povedal, pač naša stališča prikazal to afero. In seveda druga stran, ki pa je bila v tem primeru SND, pa je imela tudi pravico, da imenuje oziroma predlaga enega kandidata. In seveda jaz sem spremljala, koga so želeli predlagati in imeli so kar nekaj imen v mislih, od recimo podpredsednika Državnega zbora Slovenije, ki je iz njihove stranke, do bivše evropske poslanke, vendar ne vem, zakaj oni niso prišli ali niso želeli ali niso bili sprejeti, ti razlogi meni niso jasni. Je pa na koncu se pojavil novinar Mekina. Nas je, moram reči, to zelo presenetilo in pravzaprav smo z velikim zanimanjem čakali, kaj bo povedal. No, morda v nadaljevanju o tem, kakšna je bila ta njegova prezentacija. Za začetek samo to, da je ljudje, ki so eno leto in pol spremljali, moji kolegi poslanci, ta odbor in so slišali najbolj eminentne preiskovalne novinarje, kako so nastopali in kaj so nam povedali, so seveda imeli velika ušesa, da bodo slišali, kaj bo pa pač slovenski novinar povedal na to temo in bili seveda zelo razočarani, ker slovenski novinar ni nastopil kot preiskovalni novinar, ampak je nastopil v bistvu kot oseba, ki je želela bolj kot ne relativizirati stanje, kakršno je bilo v Novi Ljubljanski banki in z tega vidika je potem bilo tam med kolegi zelo veliko razočaranje. Kaj bo danes? Samo še to, da zaključim, kaj bo danes? Seveda drugi novinarji se niso kaj prida zanimali za to, kaj se na odboru dogaja, nekaj malega poročanja je bilo, predvsem pa je bilo poročanje v tem smislu, kaj vi sploh nosite to problematiko v Evropski parlament, to je vendar vaša stvar, pejte domov pa tam pač porihtajte stvari sami. To je res, da je bilo to rečeno.
ampak izpuščen je bil pa prvi del stavka, tisti, ki je bolj pomemben. Po koncu odbora je predsednik, ki izhaja iz Nemčije, Werner Langen, zelo ugleden dolgoletni poslanec, zelo nedvoumno v kamere povedal, da je očitno po vseh teh pričevanjih in dokumentih, ki smo jih predložili do pranja denarja v Novi Ljubljanski banki prišlo, da smo to ugotovili, vendar sedaj, seveda, ste pa vi na vrsti, Slovenija in preiskovalni organi in vsi pač odgovorni v Sloveniji, da to raziščete in zgodbo zaključite. Tako približno smo s tem končali in sedaj čakamo, kaj se bo zgodilo doma. Ker v Evropi, jaz mislim, da smo naredili, kar se je narediti dalo. Razen, če ne bo se ugotovilo, da gre tukaj za kakšne širše povezave, ko bo treba sodelovanje kakšnih tujih preiskovalnih organov. Ampak o tem bo pa najbrž več že povedal oziroma drug. Hvala lepa. Doktor Anže Logar, glede NLB je danes gotovo najbolj aktualno vprašanje okrog Višjega sodišča v Ljubljani. To je namreč sprejelo sklep, da se ne ugodi zahtevi preiskovalne komisije, da se zaseže podatke o obiskih vplivnih politikov in drugih vplivnih posameznikov pri upravi nadzornikih NLB. To je brez dvoma en velik pa nov škandal v času dela te komisije, nasploh v preiskavi bančnega kriminala v Sloveniji. Hvala, Milo. Lep pozdrav, dobro večer, sem prisotni. V življenju pridejo posamezni trenutki, ko se človek zdrzne in se nasloni nazaj in se vpraša, če je to sploh mogoče. No in danes, ko sem bral odločitev Višjega sodišča v Ljubljani, je bila ena od teh takšnih trenutkov. In moram reči, da v času te parlamentarne preiskovalne komisije, ko smo naleteli na številna polena, ko so nam metali pod nogami, sem bil pa tokrat res prvič iskreno zgrožen. Zakaj gre pri celi zadevi? Mandat te preiskovalne komisije med drugim v eni od točk pravi, da je treba ugotoviti politični vpliv akterjev, nosilcev politične oblasti na postopke odobravanja kreditov, na to, ali so bili zaradi poznanstev krediti podeljeni pod posebnimi, ugodnejšimi pogoji in tako naprej. Preiskovalna komisija ima ustavno določena pooblastila v 93. členu, torej na nek način ustavna kategorija. Preiskovalno komisijo smo z glasovanjem izglasovali v Državnem zboru, poslanci. Poslance so izvolili ljudje. Z drugimi besedami, ta preiskovalna komisija dela to, kar od nje pričakujejo davkoplačevalci, ki so za slovenske banke dali 5 milijard evrov. In zdaj, ti davkoplačevalci so soočeni z odločitvijo Višjega sodišča, da ne smejo vedeti, kdo je v obdobju nastajanja druge bančne luknje obiskal člane uprave Nove Ljubljanske banke. Pa to ne gre za seznam vseh, ki so jih obiskali. To gre za seznam ministrov, predsednikov vlad, državnih sekretarjev, tajkunov, poimenski seznam 300 oseb, ki smo jih v preiskovalni komisiji detektirali, da bi lahko vplivali, ker so imeli v kreditnih pogodbah bistveno boljše, nenormalne, nedosegljive kreditne pogoje, ali pa tisti, ki so po pričanih prič vplivali s svojim obiskom na sejah nadzornih svetov ali pa prav, da se določene sklepi oziroma odločitve so sprejele ali pa se niso sprejele. In Višje sodišče odloči, da nismo upravičeni do teh podatkov. Zdaj pa vi meni povejte, kako naj jaz obrazložim ali pa ugotovim ali pa potrdim politični vpliv pri upravi državne banke, če ne moram zvedeti, ali je predsednik vlade ali pa finančni minister ali pa, član uprave AUKN prišel na dan seje nadzornega sveta na Novo Ljubljansko banko obiskati predsednika uprave. Kako naj jaz dokažem politični vpliv,
če ga imam na nek način zasledenega v pričanjih prič pred preiskovalno komisijo. Samo tako, da vem, da imam potrjeno, da je tistega dne ob tisti uri res prišel v prostore Nove Ljubljanske banke. Kako ne vem, da ni imel recimo Ivan Zidar posebno ugodnih pogojev ali pa posebnega statusa ali pa Darko Horvat posebnega statusa pri Novi Ljubljanski banki, če ne vem, kolikokrat in ali ravno pred sklenitvijo nove kreditne pogodbe se je zglasil pri določenem članu uprave. Verjetno bistveno težje, kot če bi te podatke imel. In kar je najbolj bizarno, zato mi dovolite, če lahko, da preberem to, kar sem sicer tudi danes objavil, kar je najbolj bizarno pri tej opredelitvi sodbe oziroma odločitve višjega sodišča, je to, da višje sodišče ne odreka tehtnosti pričakovanja, da bi bilo s pregledom podatkov o sestankih pri vodstvenih kadrih največje državne banke potencialno moč razbrati indice o nedovoljenem lobiranju oziroma vplivanju predstavnikov oblasti ali javnih funkcionarjev na slabe poslovne odločitve. Torej tudi priznavajo, da je to način, na podlagi katerega bi lahko potrdili te indice, ampak pravijo, da so pravice njih kot človekove temeljne pravice, pa nad tem namreč ni podanega temelja za zaseg listin, ki vsebujejo podatke zasebne oziroma tajne narave, pri čemer, pozor, ni nobenega dvoma v notorno dejstvo, da so v več kot 18 letih, torej to je to predlagano obdobje, številne osebe obiskale prostore banke Nove Ljubljanske banke, pri čemer so zasledovale predvsem zasebne interese. Veste, te zasebni interesi so v koliziji z našimi skupnimi interesi 2500 evrov vsakega od nas za sanacijo bančnega sistema. Pa kljub temu so torej te človekove pravice, teh predsednikov vlad, tajkunov, ministrov, državnih sekretarjev, ne vas, nismo zahtevali, če ste vi prišli v upravi. Jaz nisem niti dostopa do Miro, ti verjetno tudi ne. Za mojega desnega gosta ne vem, ampak nisem poskušal zvedeti, če je bil pri predsedniku uprave, moj levi gost tudi ne. Recimo, zanima pa me, kolikrat je bil gospod Križanič pri, ne vem, Naratu ali pa pri enem teh, ali pa kolikrat je Ivan Zidar ali pa Darko Horvat prišel na okolje. In, da bo zgodba popolna, je seveda pomembno tudi poudariti, kdo je sprejel takšno odločitev višjega sodišča. Med drugimi sta bili dve znani sodnici, Silvana Rebac-Arifin in Mateja Luževec. Samo povem, da sta to tiste dve sodnici, ki ste na višjem sodišču seveda soglasno podprli politični konstruktor zadevi Patria. In od gospe Silvane Rebac-Arifin, mož je pa tisti, ki je bil v prvi vrsti, ko je ploskal na Kongresnem trgu, ko je župan Janković napovedal kandidaturo na državnozborskih volitvah. Lahko da je naključje, lahko da ni, jaz ne vem. Ampak jaz sem dobil danes veliko pač tudi teh pobud, da pejte naprej na Vrhovno sodišče in tako naprej. To je treba povedati, da je to zadnja instanca. Višje sodišče je po zakonu o parlamentarni preiskavi zadnja instanca, če višje sodišče odloči tako, kot odloči, je to končna odločitev. Mi zdaj preverjamo še pač pravne možnosti za ustavno sodišče in koliko se bo to izkazalo, bomo šli pač to zgodbo naprej tudi na ustavno sodišče. Namreč, če nam ustava daje ta pooblastila in nam odločitev višjega sodišča to preprečuje, pomeni, da višje sodišče svojo odločitvijo izvotljuje 93. člen ustave, kar pa je seveda protiustavno. Ampak se pravim, v tem, kolikor bojo pravne možnosti, bomo šli naprej, je pa redno sodstvo povedalo svoje, vi, davkoplačevalci, mi, davkoplačevalci, nimamo pravice vedeti, kdaj, kolikokrat in če je kakšen predsednik vlade obiskal člane uprave Nove Ljubljanske banke. Hvala, Anže, da to kaže na to, da se mreže želi, da bi komisija čim prej prenehala z delom, da bi čim prej bile volitve. Rado Bezdir, veliko ste brskali po teh dokumentih, ki se nanašajo na bančno luknjo, še posebej na NLB.
Vemo, da podrobnosti ne morete izdajati torej pred javnostjo, ker ste zavezali k molku, pa vendar, ali ste pričakovali, da boste v kleteh državnega zbora, ko iskate te papirje, naleteli na toliko kriminala? Hvala za vprašanje, Miro, lepo zdrav z moje strani. Tisto, kar nas zavezuje vse, kar delamo v bunkerju, je ta bančna tajnost predvsem, ki je relativno sprevržena zadeva, kajti jaz pa Anže pa Božo gremo lahko za 5 let v zapor. Če povemo kakšno informacijo, ki razkriva kriminalna dejanja slovenske banksterske scene, ki lahko mirno prosperira. Se pravi, dejansko imamo tako bizaren način v tej državi, da samo govorjenje o tem, kaj smo najdeli, oziroma povedati ljudem, kaj so za njihov denar naredili tisti, ki so kriminalci in ki so zunaj in še vedno lahko upravljajo z njihovimi življenji, za nas pomeni zapor, medtem ko za kriminalce pač je to eno oblika zavarovanja. Ampak da se vrnem na vprašanje, jaz predvsem nisem v najbolj divjih sanjah si zamišljal, da bom videl toliko klasične kriminalitete. Jaz si nisem mogel zamisliti, da je slovenski bančni sistem preživet z gangsterji, ki prihajajo ne samo iz Italije, ampak prihajajo predvsem iz držav Zahodnega Balkana. Za nas je bilo eno največje presenečenje, ko smo ugotovili, kako je predvsem NLB Interfinanc izdatno financirala srbsko podjetje Invej. Mislim, da je bila skupna zadolžitev tega podjetja 183 milijonov, 83 milijonov pa jih je prišlo iz Interfinanca. In ta denar je seveda nekako ni bil vrnen, to je po definiciji v Novi Ljubljanski banki. S tem, da ta Invej je bil pa ekonomski del tistega, kar se v Srbiji reče Sulčinski klan. In Sulčinski klan je bil eden izmed glavnih klanov, ki so konspirirali atentat na Zorana Đinđića. Zdaj, to je samo eden večjih primerov, ki smo jih najdali. Ultimativni cinizem je, ko je Anže vprašal direktorja, nekdanjega direktorja Interfinanca Gorazda Jančarja, ali mu je jasno, da so maja lansko leto ali pa aprila lansko leto tega direktorja Inveja in njegovega velikega kreditnega partnerja v Beogradu 5-krat ustrelili, to rivalski kriminalci iz Črne Gore, je bil njegov odgovor, da tudi to se včasih v Srbiji zgodi. In ta cinizem seveda pove, kako je zelo predvidljivo za njih sodelovati z prav dobesedno kriminalci. In seveda kriminalci niso padali samo iz Srbije, padali so tudi iz Črne Gore, različni albanski preprodajalci orožja. Se pravi, včasih je bilo z težkim odporom brati, kako je mogoče, da imamo paradržavni bančni sistem, ki ne bi bil predmet nacionalnega ponosa Slovenije, tako močen, da smo se pripravljeni skregati s celo Evropsko unijo, da tega ne privatiziramo. V resnici gre pa za en uduren mehanizem, prek katerega se financirajo združbe organiziranega kriminala. In to je tisto, kar je bilo najbolj šokantno zame. Poleg drugih stvari, ki seveda pridejo zraven, ampak mogoče še kaj več o tem nadaljevanja. Izvolite že. Jaz bi samo to rekel, da jaz rada zdaj poznam leto in pol in moram reči,
da on ni bil tako pesimističen, ko je začel preiskovati to bančno kriminaliteto, da ta svoj odnos do Nove Ljubljanske banke oziroma do kreditnih map je dobil šele tekom preiskovalne komisije. Tako da morate verjetno temu, kar je povedal, in jaz bi se res želel, da to, kar mi vidimo, nekoč postane javno iz nekega preprostega razloga, ker potem boste razumeli, zakaj pri nas še ostaja ta volja, da se zadevi pride do dna. Pa dejansko mi nismo novi iz komisije, ne? Da to, kar trdimo, je to zelo res, da ne more biti res. Ko smo najdeli iransko zgodbo, je bil ta prvi šok ta, da smo vsi gledali 20 minut v tiste papirje, ali prav število 0 vidimo. Ali se nam vsem meša, ali je res to cool, pa ta druga je pa bila, kako to komu sploh povedati, da naravno si mislili, da smo bili kompletno znoreni. Po svoje imamo kar malo zavidam, ko lahko tam v bunkerju brskate po teh papirjih. Ja, ne povem do konca, zakaj. Zato, ker vem, da so spodaj tudi tisti papirji, akterji, v katerih sem jaz pisal pred 15-16 leti. Sicer sem pisal o pranju denarja v Novi kreditni banki Maribor, vem pa, da se je prav denar tudi v Novi Ljubljanski banki še večji vsote, da me to prav zanima in si želim, da bi nekoč to tudi postalo javno. Tudi jaz kot na nek način mogoče žrtev nekega procesa tudi lahko videl, kaj se dogajalo. Vem, da imate boljše podatke, kot pa sem jaz imel takrat. Gospod Ivan Simič od Panama Papers se je razvila velika debata o davčnih oazah. Ali ima slovenska javnost sploh predstavo, kaj so to davčne oaze? Imamo sploh prave informacije, kaj se v davčnih oazah dogaja. Tam ne gre samo za kriminal, tako kot se je pri nas prikazovalo. Drži? Ja, hvala za vprašanje, ampak najprej bi se navezal na to zgodbo, ki sem jo ravnokar poslušal, ker te zadeve mi niso bile znane. Torej, jaz nimam popolnoma nič zavidan, ker verjetno tudi so gospita. Verjetno bomo pa zvedeli, oziroma mislim, da mi ne bomo nikoli zvedeli, kaj se je dogajalo, ker ko bo to objavljeno, verjetno nas ne bo več. Tako kot v mnogih drugih zgodbah in enostavno sem šokiran, ker jaz delam veliko v davčnih postopkih in vem, kaj se ljudem dogaja v davčnih postopkih. Kako hitro lahko dobiš odmeren 70% davek, kako se ti lahko življenje sesuje v trenutku. Tukaj pa gre za milijarde, katere smo morali pobiti davkoplačevalci iz davkov, pa se nobeno ne zgodi popolnoma nič. In potem enostavno vidiš, da vse to, kar se dogaja, nima smisla, pa še prepoved dobijo, da o tem govorijo. Tako da, jaz osebno smatram, da vsak papir, v kateri je bil plačan za davkoplačevalskim denarjem, mora biti javen. Torej, ne sme se skrivati popolnoma nič. Kajti končno s tem denarjem, ki ga plačujemo preko davkov, se tudi financira vse to, kar se dogaja, in če si nekdo privozi posoja take velike količine denarja brez kreditja, bi moral odgovarjati. Kar se pa tiče samih offshore-ov, lahko povem, da se o tem veliko govori, da je to priročna zgodba za, bom rekel, zadiganje, bom rekel, nekega rejtinga posameznih oseb, ki o tem poročajo. Prvo se moramo vprašati, zakaj so sploh nastali offshore, kje se to odvija, kaj sploh je offshore. Torej offshore, recimo govoristi, če delo Panama Papers, poznajmo državo Panamo. V Panami lahko ustanoviš offshore, ampak če v Panami ustanoviš offshore, ne smeš poslovati v Panami. Kajti, če si panamsko podjetje, ki posluješ v Panami, plačaš davko dobička, ki znaša 30%, pomeni 11%, to še višji kot v Sloveniji. In vsi ti offshore, ki so kjerkoli na svetu, ga lahko ustanoviš, ampak ne smeš poslovati v tiste države, lahko pa posluješ kjerkoli drugje po svetu. Prav gotovo se dogaja kakšen kriminal pri teh zadevah, je prišel izvor denarja, ampak to ne ugotavljajo tisti, ki se na to spoznajo, ki želijo in ne preganjajo ta kriminal. To, kar je bilo pri nas objavljeno, če govorimo o Panama Papers in lansko leto novembra v grajskih dokumentih, ko so mene izpostavili, kjer me sploh ni, ampak jaz sem zmer priročen, ker za mene vsak ve, da bom takoj reagiral nazaj, vejo, da se bom boril in v tej borbi sem odkril zadeve, za katere tudi mnogi od vas niste
niste vedeli. Ampak tisto, kar hočem povedati, in Panama Papers, in, bom rekel, rajski dokumenti, ti Slovenci, ki so bili objavljeni, so za mene nepomembni. Nekateri od njih, ki sem pol bral te dokumente, sploh niso davčni rezidenti Republike Slovenije. Mi moramo najprej ločiti, kdo je davčni rezident Republike Slovenije, kdo plačuje sploh davko v Sloveniji. In če nekdo, ki ne plačuje davko v Sloveniji, ima neko offshore podjetje, je njegova stvar, in se to ne tiče, bom rekel, države Slovenije. Jaz sem te obe zadeve vse v Sloveniji, verjetno so raziskovalni novinarji v tujini bili bolj usposobljeni, ampak ti raziskovalni novinarji, ki so to počeli v Sloveniji, moj občutek, da niso bili dovolj usposobljeni, da mogoče tudi niso vedeli, kaj gledajo, in so pač si izbrali določena imena. Povedano je bilo, da bodo objavili vsa imena. In jaz sem to pričakoval, da bomo imeli vsa dokumenta, ki so v panamskih dokumentih, in vsa imena, ki so v rajskih dokumentih, ampak ta zadeva se je končala po parih objavljenih imenih. Ostala so ostala skrita, zdaj si lahko predstavljamo, kaj je razlog, da so ostala skrita, ampak to se bo pač ugotovilo v bodočnosti. Tisto, kar bi rad povedal še, nenehno se govori o tekanju denarja iz Slovenije. Jaz vam povem, da noben evro, če zdaj postavimo mejo na 15.000 evrov, nobeno nakazilo nad 15.000 evrov, ki gre v davčno ugodna območja, ki gre v območja, v katerih obstaja večja verjetnost pranja denarja in financiranja terorizma, ne gre tako, da ga ne bi nihče videl. Vsa nakazila grejo preko banke in vsa ta nakazila so objavljena na spletni strani Urada za preprečevanje pranja denarja. Jaz, ko sem raziskoval o, recimo, verjetnemu lastniku časopisa Delo, koliko so njegova podjetja nakazovala v ta območja, sem pač brskal vsa ta nakazila, to so nakazila od 18. oktobra 2011 do konca leta in teh nakazil je čez 25.000 vseh, ki so bila in sem šel čez ta nakazila in sem pač brskal, sem najdel tisto, kar sem našel. Ampak hočem povedati, če zdaj povežem to z Ljubljansko banko, državni organi imajo že vsa nakazila na internetu. Samo se morajo odločiti, koga bodo preverjali. Druga zadeva, ki je, nekdo pravi, bodo pa odnesli v gotovini denar iz Slovenije. Ja, se strinjam, možno je, ampak ta denar, če je denar slovenskega podjetja, ga mora nekdo dvigniti iz transakcijskega računa. Čim pa ti naročiš dvig gotovine, v par urah to ve Urad za preprečevanje pranja denarja. In je nemogoče neko gotovino dvigniti in odnesti, ne da bi kdo vedel. Pustimo zdaj, da se dogajajo lahko ti poslovanje med offshore izven Slovenije, ampak jaz govorim to, kar je tukaj. In ko sem šel preračunavati, nenehno poslušamo, da je tega izgubljenega slovenskega denarja 50 milijard, 70 milijard, torej nobena računica mi tega ne pokaže. Ko sem šel gledati vsa nakazila, ki so bila izvršena v teh zadnjih 6 letih, je teh nakazil 4,5 milijarde. Če to raztegnem na 26 let samostojnosti Slovenije, pride nekje na 20 milijard. Če rečem, da je 80% nakazilo to pravi, ker je nakup banan, nakup elektrike, nakup nafte, nakup premoga, ne vem česa vse, mi ostane 5 milijard nekega denarja, ki je mogoče lahko sumljiv. Manjša slučajno. In pa, če grem gledati naprej, davčna uprava oziroma finančna uprava Republike Slovenije je, mislim, da 5 ali 6 let je delala kontrolo teh nakazil v tujino in mislim, da so odmerili davk, jaz sem računal nekje od davčne osnove 200 milijonov. Torej več tega denarja očitno ni bilo, ali pa niso našli. Pomeni, da jaz pa, da tukaj prihaja bolj do zlorab, verjetno torej so nekateri, ki to koristijo, njih je treba pregledati, pri njih je treba ugotoviti, zakaj gre. Če je evropska poslanka Romana Tomc sodelovala, potem tudi verjetno je dobro seznanjena, kaj se tukaj dela, tudi sam vem in kaj se lahko zgodi in kaj se lahko naredi, ampak če govorimo konkretno o Sloveniji in odtekanju denarja iz Slovenije, noben znesek nad 15.000 evrov ne more iti, da o tem ne ve državni organi, pomeni Urad za preprečevanje denarja, Ministrstvo za finance ali pa vsakdo od nas, ki ima internet. Tako da zdaj enkrat toliko, zdaj pa bom imel, če bo kaj še naprej. Hvala, najprej Roman. Ko jaz Iva dopolnim tukaj v dveh stvarih. Najprej to zadnjo, ki je omenil. Jaz se zelo strinjam s tabo, Ivo, da ne more oditi več kot toliko denarja iz Slovenije, iz naših računov v tujino. Ampak jaz mislim, da glavnina tega, kar se utajuje, kar se skriva in kar je tistega umazanega denarja, nikoli ne gre sploh iz Slovenije ali pa preko Slovenije.
Kajti ti imaš lahko ustanovljeno podjetje v tujini in delaš z drugo tujina s tujino. In ta denar pač ne zazna nobena slovenska institucija, niti urad za preprečevanje denarja in zame je najbolj sporen in največji ta del, po moje. Druga stvar, ki bi te pa samo dopolnila za ljudi, da vejo, tako kot lahko najdete te transakcije, ki jih vodijo preko urada za preprečevanje pranja denarja, najdete tudi vse osebe, najbrž ne čisto vse, ker se boste težko skozi milijone dokumentov pretolkli, ampak obstajajo na internetu. Dokumenti obstajajo vsi na internetu. Tako imenovani mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev ima svojo spletno stran pod imenom ICJC, mislim da. Odtipkate, lahko iščete po kriterijih, upišete ime Ivo Simič, pa vidite onke s panamskimi ali pa bahamskimi ali pa katerimi koli drugimi dokumenti. In vam povem, nima, ker sem preverila. Pa še koga drugega. Moram reči, da sem preverila skoraj vse tiste, ki imajo kot iskalni kriterij Slovenije. In našla sem mnogo zanimivih imen, ne samo tako nepomembnih in takšnih, ki so jih objavljali v naših dnevnih medijih. Seveda, tistih imen večinoma nisem niti poznala, ampak danes na teh spletnih omrežjih, ko potem v Google tipkate ime in priimek tiste osebe, ki nastopa kot posrednik nekje v panamskih dokumentih, se takoj najdejo povezave. No? Tako da so to kar zanimive osebe. Če vas bo slučajno kdaj zamikalo, pa ne boste mogli spati, lahko odprete to stran in iščete po kriterijih. Včeraj, recimo, je bila objavljena nova tranša dokumentov, kjer ta konzorcij vsake toliko časa da na splet nove in nove dokumente. Sem toliko v vednosti, če boš kaj izgled. Ali že si hotel še nekaj dodati? Ja, jaz sem hotel samo to dodati. Namreč, te transakcije v davčne oaze so objavljene od leta 2012 naprej. Mi smo, ko smo pregledovali te sume pranja denarja, zahtevali oziroma zaprosili tudi za podatke o nakazilih nad 15.000 evrov po posameznih letih od 2004. Namreč, tam smo dobili od Banke Slovenije statistiko, da je od 2004 do 2009 v davčne oaze odšlo neto, torej odlivi minus prilivi, 1,5 milijarde vsako leto. Torej, 1,5 milijarde vsako leto je šlo v davčne oaze in smo želeli pač te transakcije preveriti, kakšne so bile, in odgovor vseh institucij je bil FURS-a, Banke Slovenije, pa tudi Statističnega urada, da pred letom 2011 takšne statistike se ni vodilo in da je nemogoče do teh podatkov priti, ker ni bilo zakonske podlage za to. Statistični urad je pa rekel, da so posamezne zadeve pregledovali, torej neke podatke imajo, ampak ker mi nimamo pooblastila, da bi prišli do teh podatkov, nam oni tega ne morejo posredovati. Tako da verjamem, da od danes lahko spremljamo, ko se je to poslovalo v času, ko so se pa takšni krediti, ki jih mi preučujemo, najemali, potem pa ne poplačali, pa teh podatkov ne moramo povedati. Jaz bi sam še to, da se govori o davčnih oazah, tukaj vidim, da se zelo mešajo ti pojmi. Torej, dokler jaz vidim na seznamu davčnih oaz 5 članic Evropske unije, Luksemburg, Ciper, Dansko, Nizozemsko in Irsko, vem, da je nekaj narobe. Na tem istem seznamu pa ni recimo otoka Mana, ki je velikih offshore, ali pa Delaware, ki je pa v Ameriki tudi zelo velik center offshore. Meni najprej moramo ugotoviti, kateri centri so sploh offshore centri, kje so sploh davčne oaze. Torej, trenutno v Evropski uniji obstaja seznam, koliko jih 17 je še ostalo, oziroma bilo je celo znižano na 11, obstaja potem sivo območje offshore, ampak to, kar je povedal gospod Logar, verjetno je bilo teh nakazil na govora prelivov in odlivov veliko. Moramo tudi vedeti tisto, kar želim izpostaviti, ker ko gledam tista podjetja, ki nakazujejo, je veliko tistih takšnih podjetij, za katere vem, da nabavljajo vsebine, da nabavljajo blago v tujini, ki so za potrebe Slovenije, zato ker jih tam nabavijo cenejše, kot bi jih nabavili kje druge.
To bi bilo treba izločiti, ampak spet sem presenečen, da ne dovolijo pogleda v te, v ta nakazila, kajti to popolnoma, če hočemo biti transparentna država, če hočemo enkrat potegniti mejo med tem, kdo je res naredil kaj narobe in kdo ne, bi se to moralo objaviti. Lahko bi bilo to lažno, da je zadeva že zastarala, pa mnogi ne bodo mogli odgovarjati, ampak enostavno je treba te zadeve razčistiti, pogledati, kje so imena in jaz bom zdaj prav gotovo, bom Romano potem zaprosil za točno spletno stran in se bom malo ukvarjal z brskanjem po teh, bom rekel, mednarodnih raziskovalnih novinarjev po njihovih bazah, da ugotovimo, kdo je še not, kajti ne more se nekdo skrivati in sočasno koga drugega napadati. Ivan, ne bi te še bolj uspres spravil s tem, kva se ne da vse v državi dobiti, ampak verjemi komisija, pri kateri sva z Anžetom, zdaj že zelo dobro reči, če se ne da dobiti, s čimer se dostkrat ubija raziskovalni entuziazm in optimizem, ampak recimo Nova Ljubljanska banka je leta 1993 bila v postopku sanacije, dobila je sanatorja iz Banke Slovenije, državljani smo plačali za prvo sanacijo, v istem obdobju je ta ista banka na otoku Guernsey v Kanalskih otokih ustanovila offshore podjetje, v katerem je imela noter točno slovenske delnice, večinoma jih je bilo netržnih. Ko smo poskusili ugotoviti, kaj to je, seveda odgovora nismo dobili od nikogar. Tedanji guverner Banke Slovenije, France Arhar, je trdil, da se tega ne spomne ali pa da to sploh ni obstajalo. Sprav, stvari so toliko ekstremne v zvezi z davčnimi oazami v Slovenijo, da transcendirajo samo kriminalne posle, iranski posel, celo banka v sanaciji je lahko odprla ob očitno nekem bizarnem dovoljenju Banke Slovenije svojo offshore podružnico jo imela tam do leta 2002 in šele s KBC-jem zaprla. In to je še ena epizoda, v kateri danes sploh ne moremo ničesar vedeti. Romana, odbor PANA je zaključil z delom s tem poročilom. Poročilo je obješeno v vseh jezikih na spletni strani. Kaj pa zdaj? Ali boste v Evropskem parlamentu sprejeli kako zakonodaje z tega področja, kako priporočilo, kaj je tvoje delo v prihodnje? Ti vem, da ne boš odrekala, da boš postavila poslanska vprašanja komisiji in podobno. Drži? Drži. Ta odbor je s tem poročilom zaključil svoje delo, seveda je zdaj na vrsti zakonodaja, da se sprejme najprej na evropskem nivoju, potem pa jo morajo države prenesti pač v svoje okolje. Moram reči, da v zadnjih 2 letih je bilo na davčnem področju, jaz namreč delujem tudi v odboru za finance, sprejeto ogromno zakonodaje, ki gre vsa v smeri predvsem večje preglednosti. Zdaj tako, osnove so podane. Pravzaprav ni nobenih ovir, da ne bi prišli do teh podatkov. Recimo en takšen primer je zakonodaja, ki ureja tako imenovane beneficiary owners, dejanske lastnike. Zakaj smo sprejeli to zakonodajo? To zakonodajo smo zato sprejeli, ker se vsi skrivajo za nekimi podjetji, to podjetje je v lasti drugega podjetja, drugo podjetje je v lasti holdinga in tako naprej, ampak v resnici je pa lastnik neka fizična oseba. Ti si se s tem srečal, pa imaš težave zdaj s tem. Namen je bil, da se vzpostavi register dejanskih lastnikov in da se ve, kdo je ta fizična oseba, ki stoji tukaj zadaj. V kaj se je to sprevrglo? Recimo v Sloveniji, da je Janez Janša recimo lastnik stranke SDS. Jaz sem predsednica ustanove dobrodelne za štipendiranje Ivana Cankarja, ampak tam piše, da sem lastnica in podobne neumnosti, za tiste dejanske lastnike, za katere pa smo dejansko mislili, da bodo priplavali na dan, pa ni nikjer. Zapravi, zakonodaja se da zelo spretno izkoriščati.
Enako tudi zakonodaja na recimo drugih področjih, kot je preprečevanje pranja denarja, in da s tem nadaljujem, kaj je še moje zdaj delo naprej, poleg sprejemanja zakonodaje. Jaz seveda na primeru Ljubljanska banka delam tudi na drugih področjih. Kajti, kot veste, najbolj vsi Ljubljanska banka je v procesu prodaje, ki se jo aktualna vlada izjemno otepa in si vsak mesec pač izmisli kakšen nov razlog, ki ga prenese k Evropski komisiji z namenom, da se Ljubljanske banke ne bi prodalo. Kajti to je bila naša zaveza. Veste, takrat, ko smo dokapitalizirali banke, je bil pogoj, ja, mi odobrimo to dokapitalizacijo in jo ne štejemo kot državno pomoč, če boste do leta 2017, do konca leta, to banko prodali. In mi smo to obljubili, takrat je bila gospa Alenka Bratušek, premijerka, obljubila je to in danes so na to obljubo vsi pozabili. Jasno je, ne, da Ljubljanska banka najbrž ni tako srebrna, no, zaradi tega, ker bi bila toliko zelo vredna v denarju, v vrednosti dejanski, ampak zaradi tega, ker skriva takšne dokumente, ki jih vi preiskujete in to se seveda na vsak način želi prikriti še naprej. Torej, na katerih področjih še delujem z komisarko Jourovo, recimo to je komisarka za pravosodje, s katero sva imeli kar eno zanimivo debato na to temo. Smo si potem tudi nekaj dopisovali in moram reči, da veste, tisti osnovni dopisi, ne, pa vprašanja komisiji so zelo suhoparna in suhoparni so tudi odgovori. Ampak ko se pa enkrat začneš s človekom pogovarjati in ko prideš do tega, da ti sploh verjamejo, ne, ker preprosto je težko verjeti, da se v Sloveniji nekaj takega dogaja, vsem pravzaprav na očeh v eni krasni, mehni, razviti državici, a ne, pa vendarle to ne more biti res, ampak dokazi pač govorijo svoje in ko vidijo, da je to res, tudi za zanimanjem prisluhnejo. Tako da je komisarka za pravosodje napovedala svoje ukrepanje ali pa vsaj povpraševanje na Ministrstvu za pravosodje, kaj se dogaja. Ne? Hkrati pa sodelujem tudi in mislim, da bom v nadaljevanju sodelovala še to bolj z komisarko za konkurenčnost Vestagerjevo, ki ima pa v pristojnosti prodajo Ljubljanske banke oziroma dovoljenje za neprodajo. To je tista gospa oziroma komisarka, kateri naša finančna ministrica potuje enkrat na 2 meseca in jo prosi za odlog prodaje. Skratka, bomo videli, kaj se bo iz tega izcimali. Jaz vam zagotavljam samo to, da tudi če morda včasih ni videti dejanskega ukrepanja, a ne, da se v ozadju marsikaj dogaja. In da evropske institucije prav gotovo vejo za to, kaj se pri nas dogaja, da so bile pozorne na pranje denarja v Ljubljanski banki in seveda to meče slabo luč, veste, ne gre tukaj samo za prodajo ali pa ne prodajo Ljubljanske banke, s tem je vse povezano, tudi kredibilnost Slovenije v tujini. Ne nazadnje tudi Piranski zaliv in vse podobne zadeve. Slovenija si s takšnimi akcijami, kot je Nova Ljubljanska banka in vse, kar se okoli nje dogaja, pač zapravlja svoje dobro ime, ki pa jaz sem prepričana, ker vem, ker sem bila tudi takrat, recimo, ko smo predsedovali med temi ljudmi, ki smo, to dobro ime smo mi imeli, pa smo si ga po nepotrebnem zapravili. Že vmesno poročilo je bilo sprejeto brez večjih nasprotovanj. Kaj pričakuješ pri končnem poročilu? Končne poročilo sta z Radkom že pripravljene, bo verjetno šlo v kratkem na plenarno zasedanje Državnega zbora. Zdaj, pripravili ga še nismo, no, sej pač trije smo glavni akteri, pri tem pripravljamo ga. Zdaj imamo približno 450 strani kriminala v samo 2 bankah, NLB pa Novi kreditni banki Maribor. Jaz si težko predstavljam, da teh ugotovitev, do katerih smo prišli, Državni zbor ne bi potrdil, ker to bi bilo pa, ne vem, jasen znak, da
ta sklic državnega zbora ali pa večina v tem državnem zboru podpira kriminal, ki se dogaja v vsaj teh dveh bankah. Tako da jaz pričakujem relativno polemično razpravo tudi zaradi vprašanja politične odgovornosti in pač na nek način prevzemanja odgovornosti za zgrešene ukrepe ali pa neukrepanje politike v času, ko bi morala ukrepati. Ampak na koncu verjamem, da bo državni zbor to potrdil že zato, ker namen te preiskovalne komisije pa tega poročila je prav to, da se to poročilo pošlje organom pregona kot naznanitev suma kaznivega dejanja, hkrati pa v enem od sklepov bomo zapisali, da so vso to dokumentacijo, ki smo jo zasegli, to je preko 300.000 strani, posreduje organom pregona, torej Nacionalnemu preiskovalnemu uradu, kriminalistom in specializiranemu državnemu tožilstvu, ker tudi po večjih preverjanjih lahko zagotovim, da določeni dokumenti, ki smo jih mi dobili, jih recimo organi pregona nimajo in jim bo zagotovo to pomagalo pri njihovem nadaljnjem preiskovalnem delu. Upam pa, ali pa želim si, da vnema po preiskovanju naraste, tudi pri tistih, ki so za to plačani, ker z mandatom tega sklica državnega zbora pač preneha tudi mandat preiskovalne komisije in ko bo pač to poročilo potrjeno v državnem zboru, s tem smo mi zaključili delo. Ne bo pa to tako v kratkem, mi se bomo potrudili, da bi poročilo pripravili do aprilske seje državnega zbora, torej do zadnje seje državnega zbora, okolikor pač nam bo za kakšen dan ali dva ali teden rešilo, bo treba sklicati izredno sejo, da to poročilo sprejema na izredno sejo. Rado ti ne brska samo v bunkerju, po tem dokumentu, pač pa tudi po arhivu Republike Slovenije. Tam tu je že bil omenjen Mekina, novinar Mladine, in tam si tudi našel zanimive povezave, zanimiv tok denarja, udbovskega denarja iz Slovenije v zamejstvu in kako se je potem vračal nazaj preko KV-1009 nazaj v lastništvu Mladine in podobno. Ja, res je. Z odprtjem slovenskega arhiva, pa tudi hrvaškega arhiva se je lahko zelo veliko teh zgodb rekonstruirali. Popolnoma se je rekonstruirala zgodba o Saftiju, ki se je leta 1989 umikal tako, da je v Luksemburgu ustanovil podjetje Proteus, ki je potem ustanovilo v Švici podjetje Proteus Finance. Leta 1990 je v ta Proteus Finance vstopila z dokapitalizacijo Ljubljanska banka in iz Proteus Finance je nastalo podjetje Interfinance. To je pa seveda hčerinska firma Nove Ljubljanske banke. In leta 1997 je Nova Ljubljanska banka za serijo nekih transakcij izplačala Proteus in Safti in 1997 postala v celoti lastnica tega Interfinanca. Vendar je pa iz Proteusa nastalo, ko se je bil izplačan podjetje Vega Finance. V teh popotnih transakcijah pa je še Nova Ljubljanska banka postala solastnica KB19-9, ki je imela pa na vrhu lastništva ta Proteus Finance, Vega Finance. In ti so bili lastniki Distriesta. Distriest je bil firma, ki je transformirana iz, starejši se boste mogoče spomnili, Adita. To je bil podjetje posebnega pomena, ki ga je ustanovila Socialistična zveza delovnega ljudstva in je bil izven vseh zakonov, tudi pravno formalne oblike v socializmu. Imel je samo račun, pri katerega se je kanaliziral denar v tujino. Tisto, kar hočem povedati, z dnevom transformacije Adita v Distriest se oblikuje nova lastniška struktura Mladine. In Mladina, Distriest, KB19-9, Vega Finance.
Zdaj, da je bila ta zgodba popolnoma rekonstruirana, gre neki zahvale tudi naši kolegici Godčevi, ki ima komisijo za tele žilne opojnice, ki je Borisa Perica s KB19 toliko prijela, da je priznal, da se je vendarle Protev v Saftijel offshore podjetje preimenoval Vega Finance. Ampak tisto, kar na koncu koncev obrne to zgodbo, je pa izjemno velika perverzija. Nekdo, kot je, jaz sicer mislim, duševno bolni novinar Mladine, ki bi mogel biti pač v Norišenci, ne pa v medijih, je pričal napričal je pred Evropskim parlamentom, pred komisijo, pri čemer je enostavno ni povedal tistega, kar je najbolj osnovno, kaj je njegovo razkritje, odkot je njegovo razkritje, da on prihaja iz podjetja, v katerem je bil ključen solastnik Nova Ljubljanska banka. Ta ista banka, preko katere se je zgodilo iransko pranje denarja. In Američani bi rekli, he had a dog in his fight. Se pravi, imel je konflikt interesov, ko je pričal, in on je enostavno pričal tako, da je zavajal evropske parlamentarce, ker ni povedal, kakšna je bila njegova resnična pozicija. Pozicija pa je bila ta, da je branil lastnega lastnika, to je Novo Ljubljansko banko. Samo še stavk naj dodam, Mladina je pred 3 leti bila ta prvi medijski udarnik akcije Zaustavimo privatizacijo Nove Ljubljanske banke z prvo podpisanim Jožetom Mencingerjem. Zdaj, to, da je on duševno prizadeti nor, ga po mojem mnenju ne upravičuje, da ne bi povedal resnico in ne zavajal Evropski parlament. Slovenski medijski prostor, pa enostavno bi lahko tudi iskreno povedal, zakaj je dejansko šlo. Da pa nič od tega nismo mogli izvedeti, pa govori, kako velika zgodba o Iranu in NLB-ju je. Ja, jaz bi se mu še dodala, ker sem bila na tej seji in sem potem tudi gospoda Mekino, potem, ko ima še minuto časa za vprašanje, recimo, jaz sem ga imela tokrat izjemoma 4 minute, ker sem ga nosilka tega, tako da sem ga pač spomnila, iz katerega podjetja prihaja, ampak verjemite mi, ni mu bilo potrebno nič drugega, nobenega razkritja, razen tistega, kar je dejansko povedal. Ker s tistim, kar je povedal, je ljudi tako šokiral v negativnem smislu, da je pravzaprav naredil v bistvu za Anžeta oziroma za nas nekaj pozitivnega, pa za sebe oziroma za tiste, ki jih je skušal braniti, ogromno negativnega, ker ljudje so dobesedno obnemeli. In to je bilo največ, kar je lahko naredil, ker je bil totalen šok njegov nastop. Ljudje kaj takega od novinarja enostavno niso pričakovali. In mislim, da če bi malce bolje razmislil, da njegov nastop, če bi imel še eno priložnost, nikoli več ne bi bil tak. Ker dejansko je on za krivdo, v bistvu tako, da zelo poenostavim, govoril je nekih 10 minut, okrivil neko bančno uslužbenko, ki se je na šalterju malce zmotila, pa tega nihče pravzaprav nikaj opazil. To je bila ena taka poanta. Druga poanta, ko so pa ljudje začeli zmejevati z glavami in se gledati, pa je bila ta, da je relativiziral znesek v Ljubljanski banki, ki se je opravil s tem, da, veste kaj, to je nič proti tem, kaj perejo v drugih bankah, evropskih, da ne govorimo, kaj delajo v ameriških bankah, in potem je prišel pač na napad drugih sistemov, in to je absolutno kontraproduktivno, to je bila katastrofa od tega nastopa. No, se rade postavim diagnozo. Gospod Simič, zdaj,
zanima me ta vaš odnos do teh medijskih umorov, ki ste jih doživeli zaradi davčnih oaz. Zdi se mi imenitno, vi ste se branili, vi ste, čeprav niste imeli zadnjega novega medija, imeli ste svoj blog in ste dokazovali preko svojega pisanja in nastopih, koliko ste jih imeli v medijih, da se lažejo, da so medijski borilci. Mislim, nauk te zgodbe je, da se je treba boriti proti mainstream medijem tudi na tak način, ko ste se borili vi, da ste se z nekimi dokazi in znanji. Ja, torej, če povem, torej, mene se že mediji lotujejo že od leta 2007, nenehno, in zdaj, ki sem poslušal Radota o teh povezavah preko Mladine, jaz sem brskal v lastništvu Mladine, takrat, ko se Mladina spravila tudi na mene in pisala neresnice. Jaz sem vsakega, ki v meni piše neresnice, spravil na njegovo lastništvo in zmeraj najdem, da je kaj hujšega kot pri meni. In tako sem tudi na Mladini prišel najprej do Silvestra, potem sem prišel do KB 1909, in tako naprej. Nisem povedal, da je zadnja Ljubljanska banka, in zdaj, če se navežem na Romano, če je Ljubljanska banka zadnja in je država lastnik Ljubljanske banke, potem take po tisti logiki, ki si prej povedala, je Miro Cerar dejanski lastnik Mladine. Meni druge povezave ni. Govorim pa o tem, torej, če grem naprej, torej, če jaz ne bi imel moje revije, pa naše revije Denar, v kateri lahko povem tisto, kar ne morem nikjer druge povedati, ker ti velja medijska solidarnost. Vprašanje, v kakšni fazi bi bil danes, in jaz pač, ko začnem brskati po teh zadevah, to objavim v reviji Denar. In tako sem jaz pred leti objavil, tudi kad je Pop TV v meni montiral določene posnetke, sem šel brskati lastništvo Pop TV. In sem prišel do otočka Curaçao, mislim, se tako reče, v Karibskem otočju, tam se je končalo lastništvo, naprej pa bi moral $700–800 plačati, če bi hotel videti, kdo je lastnik te firme na tem otočku. In ko sem potem zdaj preveril dejanske lastnike, zato se jaz tudi dokaj razburjam, ker bom rekel, prenos te direktive in ta pravilnik o opisu dejanskih lastnikov se dejansko je šel v eno drugo smer, ko smo pričakovali. In ko sem šel tipkati, kdo je dejanski lastnik ProPlusa, to je podjetja, ki ima v lasti Pop TV in Kanal A, sem ugotovil, da je opisan gospod Radec. In jaz sem naslednji reviji Denar, to je direktor slovenskega podjetja. In ko sem zdaj v novi naslednji reviji Denar, ki izvede drug teden, sem šel podbrskati lastništvo in za mene bi bilo bolj logično, da je dejanski lastnik, če že gremo na poslovodstveno funkcijo, tisti, ki odloča. Ker jaz, ko sem se pritoževal gospodu Vrabcu, da v meni pišejo laži, je povedal, da on tukaj nič ne more. Pomeni, ne more biti on tisti, ki je kot dejanski lastnik. Torej, mora bi biti opisan ali direktor nizozemskega holdinga, ki je lastnik ProPlusa, ali pa direktor offshore podjetja, ki je lastnik nizozemskega holdinga. In šele takrat bi mi videli, kdo so dejanski lastniki. In zdaj v tej priložnosti tudi Romano prosim, da se to preveri, ker meni se vsi izgovarjajo, da je evropska direktiva takšna, da se vpiše direktor slovenskega podjetja, če ni nobenega lastnika na celi poti, ki bi bil več kot 25% lastnik. Tako da jaz nimam nobenih težav z dejanskim lastništvom, ker jaz vse, kar imam, je vse prijavljeno. Je pa hudo, torej jaz imam veliko ljudi, je v preteklosti doživelo, bom rekel, medijski linč, niso mogli nič proti temu, vsi poznamo mariborski primer, ki se je končal s smrtjo. Danes se meni dogaja, da se na mene obračajo ljudje, ki doživljajo medijski linče, da jim pomagam na nek način objaviti določene zadeve, ker noben drugi noče objaviti. Imam tudi kakšnega moj kolega je Franc Kangler, katerega so se tudi ločili z medijskim linčem, zdaj po ne vem koliko letih je ugotovljeno, da je imel dovolj sredstev, ampak vmes te lahko uničijo. In ti nič ne pomaga, da te ljudje na koncu pozdravijo in rečejo, poslušaj, res nisi bil nič kriv, ampak vmes je trpela družina, trpeli so, ne vem, ti si trpel je posel, trpelo je vse tisto, kar se je lahko dogajalo. In zato sem jaz zagovornik, da bi novinar, ki objavi neresnico in se mu ta neresnica dokaže, če že ne končal v zaporu, mora vplačati neko visoko kazen, visoko odškodnino, ne pa da se mi pogovarjamo, a bo to 1000 evrov, a bo 2000 evrov. In dokler mi tega ne bomo uredili, tukaj ne bo ničesar. In dokler ne bo ukinjena ta novinarska solidarnost, ker nekdo ugotovi, da je nekdo pisal neresnico in nihče tega noče objavljati. Vse to vidimo, te blokade, ki se dogajajo po medijih in enostavno potem se ljudje morajo sami biti in zato vsakemu polagam na dušo, če kdaj objavijo vas kaj neresničnega, dajte se boriti,
Meni so včasih rekli, da sem nor, da preživim celo noč na forumih, se tepem za vsemi, ki so pisali o meni in neresnice. Ampak jaz sem vsakem odgovoril nazaj, ker enostavno sem takšen in ne pustim, da se, ker veste kako je, večkrat objavljena laž postane resnica. In zaradi tega se morate enostavno boriti, če hočete kaj doseči. V življenju res pa, da je življenje prekratko, da lahko na koncu zmagaš. Anže? Ne, jaz sem hotel samo malo dodati še k tistem incestnem razmerju, ki je prej Rado opisoval, ki še enega dela ni dodal, namreč tega, ki vodi do Nove Ljubljanske banke, torej povezava KB 1909 in Nova Ljubljanska banka. Zdaj, Nova Ljubljanska banka je bila delna lastnica KB 109, Interfinanc, ki je bil hčerinska družba Nove Ljubljanske banke, je imela pa sedež v prostorih KB 1909 v Novi Gorici in zato plačevala najemnino KB 1909. Hkrati je pa od hčerinske firme KB 1909 KB Finance najemala zavarovanje za kredite, ki jih je sama dajala, plačala težke tisočake, potem ko bi pa ta zavarovanja morala biti unovčena, jih pa ni unovčila. In pridemo do neke zgodbe, kjer vidimo, da je bilo zelo enostavno denar potegniti iz bančnega sistema ven za posamezne projekte, recimo, če je bilo treba kakšno mladino dokapitalizirati, zelo hitro najdel denar za te namene, nihče pa ni odgovarjal za to. In zdaj, na tak način potem človek razume, zakaj nekdo tako goreče zagovarja Novo Ljubljansko banko tudi na mednarodnem parketu, ni pa to prav, to je treba povedati. To je zelo narobe. In jaz mislim, da v neki normalni medijski situaciji takšen novinar, ki je nekoga medijsko umoril, pokrivem, ne bi imel več mesta v medijski sferi. In tako je v normalnih demokracijah, pri nas pa pač temu še ni tako. Zaključil samo še tem, morda s tem, mene so, ko sem predstavil ta Iran NLB Gate v Evropskem parlamentu, mediji v Sloveniji spraševali samo eno stvar, zakaj sem blatil Slovenijo v tujini. Naj tukaj odgovorim z enim zelo preprostim stavkom, ki ga je Edward Snowden dal. On je rekel, da če v državi kriminalizirajo tistega, ki je izpostavil kriminalna dejanja, živite v kriminalni državi. Zelo enostavno. In še danes jaz svoje poslanstvo kot poslanca razumem in tudi verjetno vsak davkoplačevalec, če naleti na kaznivo dejanje, če naleti na kriminalno dejanje, dolžnost nas vseh, da to tudi javno izpostavimo. Ker če tega ne bomo naredili in če tega ne delamo, omogočamo, da ta status quo, ki je v bistvu ki prinaša apatijo v to državo, ki se je skoraj zalezel vsako oporo, obstane in obstane še naprej in moramo mi pač na to opozarjati v posameznih okroglih mizah. Te stvari se rešujejo tam, ki se rešujejo z organi pregona in naloga vsakega od nas pa je, da naredimo to, kar v naši moči, da opozorimo na te nepravilnosti in mislim, da je treba na posamezne zadeve opozarjati na vseh forumih, ne doma, v tujini, kjerkoli te želijo poslušati, ker samo na ta način se bo enkrat postavil sistem, kjer se bo vedel, da kar je prav, kar je kaznivo, bo kaznivo in tisti, ki kršijo ta pravila, morajo za to tudi odgovarjati. No, tudi sam hodim na pogovore s policisti, ker sem objavil dokument v zvezi z pranjem denarja, stigmatizirali so vaju oba, ko sta nastopala v Evropskem parlamentu, češ, da se blati slovenska država v tujini, noben pa ni pisal v ministri medijev, da blatijo državo, Evropo državo tisti, ki so vse to počeli. Tudi Romana, zakaj Fajonova, ki je bila nadomestna članica odbora PAN-a, zakaj je ona imela tako drugačno stališče do umestitve te točke na zasedanje odbora? Ja, to najbolj me najbolj švedno. Jaz težko vem za njo, lahko pa povem, kaj se je dogajalo. Seveda, res je, ona je bila nadomestna članica, vendar jo jaz na sejah nisem kaj preveč videvala, če sploh kdaj.
Sploh pa ne na tej zadnji seji, kjer je bila obravnavana tudi Nova Ljubljanska banka. Običajno je, veste, ker mi imamo res ogromno gradiva pred sejami in potem si pač pozoren na tisto, kar te opozorijo. Zato velikokrat dobimo od kolegov, recimo tak kratek dopis, mail, jutri bomo obravnavali to pa to temo, bodite pozorni na, ne vem, 3 točke. Tako sem tudi jaz vsem kolegom iz Panama odbora poslala zelo kratek opis, mislim, da je bilo na eni strani ali pa stran pa pol, zakaj pravzaprav v tem celem procesu Nove Ljubljanske banke gre, ker imajo radi kratko in pregledno. Na kar se je pač kolegica Fajonova odzvala z nekim kontrapismom, ki ga je poslala z poti, takrat je bila ravno, mislim, da v Afriki na eni misiji, in seveda zanikala, da se vse to dogaja in označila, da gre izključno za mojo predvolilno kampanjo. Veste, če tako relativiziramo dejansko kriminal, ki se je dogajal, in jaz sem tudi tako kot Anže neštetokrat, največkrat pač doživela samo to, zakaj špecam svojo državo v tujini, seveda potem tako ne pridemo nikamor in strinjam se, hudo je, če živimo v državi, kjer se preganja novinarje, ki opozarjajo na to ali pa kogarkoli drugega, ki opozarja na kriminal, ne pa kriminala samega. In še nekaj, tega nam nikoli ne bi bilo treba prinesti v Evropski parlament, če bi doma opravili svojo domačo nalogo, ker nismo. In nekdo se je zelo potrudil, da bi se te stvari prikrile. In jaz mislim, da če Anže ne bi po nekem naključju tega odkril, potem bi lahko ta zgodba še danes bila povsem zakrita in mi za njo sploh ne bi vedeli. Ampak to pomeni tako, kot da jo ni, kaj, da je potem vse prav, to se prav stvari je treba odkrivati. Jaz si ne delam iluzij, da bomo jutri živeli v državi, kjer se take zadeve ne bodo več dogajali. In tudi ne živim v iluziji, da je Slovenija edina država, v kateri se to dogaja. So še katere druge države, recimo obravnavali smo tudi Malto, tudi tam se dogaja zelo podobno. Na najvišjem nivoju vlada korupcija, novinarje ubijajo za to in opozarjajo vsi, kdor le more, tudi moji kolegi in jaz bom tudi opozarjala naprej, tudi pač v povezavi z prodajo Nove Ljubljanske banke. Tisti, ki spremljate malce moje delovanje, veste, da jaz sem seveda velik pristaš prodaje Nove Ljubljanske banke. Mislim, da država si lahko izbere nekaj ključnih področij, kjer bo ostala strateški lastnik, ker so ta področja zares pomembna za državo. Nima pa država kaj imeti, ne vem, pivovarn, zavarovalnic, bank, ne vem, farmacevtskih podjetij in tako naprej. Mislim, da če jih ima pa z nekim namenom. Upam, da se ta zgodba z Novo Ljubljansko banko pač izteče tako, da bo teh, koliko si rekel, Anže, 300.000 strani, ne vem, če jih bodo v 30 letih pregledali. Bodo. Mi smo v 2 letih to pregledali. Ostajaš optimist. Vendarle, jaz mislim, da si naši ljudje, ki se danes borijo za recimo 10 evrov višjo minimalno plačo, pa ki imajo pokojnine 500 evrov, pa se sprašujejo, bodo imeli 510 ali 516. Mislim, da je čas, da se nehamo spraševati, kako dvigati pokojnine za 10 evrov, ampak se začnemo spraševati, zakaj tako nizke pokojnine sploh so. In del odgovorov se skriva v takih zgodbah. Zato je prav, da se odkrijajo in sankcionirajo. In ljudje, ki so jih povzročili, za njih ni več mesta v pač kakšnem odločevalskem sistemu države. Anže, 300.000 dokumentov bi jih lahko objavili na spletni strani, bi bilo zaželeno, pa si jih ogleda, kdo si jih pač želi ogledati, se večina jih ne pristane. Ja, jaz sem že od začetka za to, da se to objavi. Zdaj se edina težava je, če bom jaz to objavil, boste mene spremljali, kako me bojo najprej hišne preiskave, bo pa lisice na roke, bo v hitrem postopku čuzo.
Je pa, gledajte, v Islandiji so najprej sprejeli zakon, kjer so vse te dokumente, ki so bili vezani na slabe kredite, razbremenili bančne tajnosti in so postali javno dostopni. Tam je 7 milijonov dokumentov takih. Norveška je imela, ne vem, leta 1995 neko tako preiskavo v zvezi z ekstremizmom, enaka zadeva, zakon. Hkrati so pa tudi sprejeli tam še en drugačen zakon, kjer so tiste, ki so to preiskovali, so jim dodelili na nek način preiskovalno imuniteto, da jih potem tisti, na katera se je to nanašali, niso mogli tožiti pred sodišči, zaradi tega, ker je bilo jasno, da ko se spravaš na neko tako zelo nedotakljivo področje, se zelo hitro začnejo proti ukrepi. Mi vsi v preiskovalni komisiji smo največji zagovorniki tega, da bi se te dokumente objavili. Na nek način ste kupili te dokumente, ste dali 2500 €, vsi mi smo dali za sanacijo bančnega sistema, so na koncu te pogodbe naše. Sicer je bilo to na silo vzeto, ampak zato smo pa še toliko bolj upravičeni do teh dokumentov. Je pa seveda, morate vedeti, resistenca sistema je tu zelo močna. Tale odločitev Višjega sodišča priča o tem, da dokumentov Nove Ljubljanske banke paradržava ne želi spustiti z rok. Čeprav gre samo za zelo enostavne seznam tistih, ki so obiskovali predsednike ali pa člane uprave Nove Ljubljanske banke. Če smem dodati, mislim, da bi bilo to družbeno izjemno koristno. Od tistega trenutka, ko bi ljudje sami lahko dejansko brali, kaj je sistem slovenske politike in slovenske ekonomije zaokrožen v Novi Ljubljanski banki dejansko. Ko bi se razgradile te strukture, bi se pojavila bi se resnica v slovenski družbi neposredno pred očmi vseh državljanov. Jaz mislim, da bi v tej državi doživeli popoln preobrat videnja stvari in bi se ta paradržava razsula kot hiša od kart, kajti bolj neposredne dejanske resnice v temu, kaj se dogaja v državi, ni. Teh 300 000 strani bi spremenili Slovenijo na boljše. Ja, no, zdaj, če bi se to objavilo, to je bila zanimiva zadeva. Dam roko v ogenj, ali pa 99,99% sem, da gospod Mekina ne bi pisal v teh papirjih in da jih tudi ne bi pogledal. Recimo, gospod Jančič pa verjamem, da bi mi odštiva za naslednje leto in 2, da bi lahko posamezne primere izpostavljal, izluščeval in iskal povezave tudi z recimo javno objavljenimi informacijami in kje koga najdemo. Tako da, jaz mislim, da je to za nekega raziskovalnega novinarja, ki ima voljo, predvsem pa zic leder, to zelo dobrodošla pridobitev za vse davkoplačevalce, pa na podlagi tega verjetno tudi spoznanje, kaj smo imeli. In če bi imel, ali pa če še kdo vedno goji simpatije do državnega lastništva nad Novo Ljubljansko banko, po moje zelo dobro zdravilo za spremembo takšnega razmišljanja. Gospod Dober, mene zanima v zvezi z današnjim sklepom Višjega sodišča. Jaz sicer te zakonodaje ne poznam, pa vendarle, ali ste pogledali, ali je možno vložiti zahtevo za vašo zakonitost oziroma vsi predlog za Vrhovno državno tožilstvo, da vloži zahtevo za vašo zakonitosti. To je ena od opcij, običajno, ne vem, kako je v tem zakonu, v katerem vi poslujete, ta komisija preiskovanja. Rekli ste, da je samo še ustavno sodišče, mislim, da je ta ZBZ še eno mestna varianta, ki bi jo lahko komisija verjetno imela. Ne vem sicer nekakšno, ali se na to smete gledati. To je po zakonu o parlamentarni preiskavi tega ne predvideva. Danes smo se pogovarjali s pravniki v državnem zboru, se pravi, edina možnost ostaja še pritožba na ustavno sodišče. Pa druga možnost je pa
po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, to mogoče tudi novinarji kakšne izkušnje s tem, konkretno še nima. Jaz imam pa v bistvu bolj kot pobudo, če zdaj niste uspeli z to zahtevo za dostop do oseb oziroma informacij te dokumentacije, pa mogoče, gospod Rado Pezdir, vi ste že eno zelo odmevno uspešno akcijo izvedli z temi podjetji, elektrodistributerji, pa dajmo vsi bojkotirati NLB, pa vidimo, kako dolgo bodo zdržali. Dajmo vsi bojkotirati NLB. Res, strinjam se, bolj sem nagovar. Žal je naš razmislek, naše besede v temu mainstream medija svetu toliko nepomembne, da pa ne morajo biti. Mogoče se to sliši pesimistično, ampak lahko je navesti kakšno bilo akcijo civilno akcijo proti elektrodistributerjem, ampak srčki jedro paradržave, ki je skrit v Novi Ljubljanski banki, v temu udbovskemu ponosu vzpostavljanju letu 68, s katerega delujejo vse pore paradržave, nažalost nemogoče zaustaviti na tak način. To je toliko robusten sistem, da ga še kriza ni mogla zaustaviti. Usporedenega bančnega sistema, usporeden bančen sistem je praktično nemogoče zaustaviti na kakršenkoli način in se bojim, da smo obtičali z njim in da ne bo šel stran in da bo, kolikor bo slovenska politika zaustavila privatizacijo Nove Ljubljanske banke v Bruslu, da gremo itak na poti do tretje sanacije, ampak gremo v to, da se stabilizira ta mreža in da nam vlada še vedno 10-15 let z enakimi grozljivimi vzvodi in mehanizmi, kakor smo jih v globino spoznali, ko smo delali na parlamentarni preiskovalni komisiji. Vaš predlog je lep, ampak to ni več realen svet, da bi se tako lahko rešil. Če slučajno ni kakšnega vprašanja, bom še nekaj samo dodala tukaj zraven. Jaz sem res vesela, da se Evropska komisija sploh toliko ukvarja z nami kot se. Ne glede na to, kako se to čudno sliši, ampak to so za evropske razmere in za Evropsko komisijo pravzaprav mejhne stvari, ena Nova Ljubljanska banka. Za kakšne dimenzije gre? Poglejte, v Novo Ljubljansko banko je bilo vloženega 5 milijard evrov davkoplačevalskega denarja. V tistem času, recimo, je bila samo ena tranša za Grčijo 86 milijard. Poročilo, ki sem ga jaz pred kratkim končala o zaposlovanju mladih, je vključevalo preverjanje, kako se je porabil denar za zaposlovanje mladih, ki ga je za to namenila Evropska unija. Veste, koliko je bilo tega denarja? 8 milijard pa pol. 8 milijard pa pol. Nova Ljubljanska banka pa 5 milijard. Jaz želim tukaj samo prikazati v bistvu težo, kako od odzunaj, niso vsi iz Slovenije, nimajo vsi takšnih težav, kot jih imamo mi. Oni to gledajo zelo racionalno, koliko je kdo pomemben, kdo predstavlja večjo težavo za recimo evrski sistem. Če se bo zamajala Grčija, če se bo zamajala neka italijanska ali pa španska banka, je to čist nekaj drugačnega, kot če se zamaja neka Nova Ljubljanska banka, ki ne pomeni nič. Zato pravim, da še dobro, ker se vendarle ukvarjajo z nami. In ne gre tako lahko vladi, niso tako z levo roko, kot so sprva mislili, da bodo prišli z nekimi za lase privlečenimi razlogi in bo Evropska komisija, se tisti birokrati pravzaprav tam sploh ne vejo, kaj počnejo, za njih je to nepomembno, kar je deloma res, ampak zato si pa pripisujem pač tudi, rekla, ne samo moje zasluge, ampak zasluge vseh, ki na tem delamo, vas, nas, vse povsod, na to je treba opozarjati. Če jih ne bi nihče opozoril, najbrž bi bilo za njih res to pač
tako malce bolj z levo roko. Tako pa bolj prisluhnejo in to je naše poslanstvo. A že se še bolj kaj dodati? Ne, jaz sem hotel samo dodati, ne, zdaj v tem primeru zadnjem izpostavljam, ni težava Nova Ljubljanska banka, ne. Težava je Višje sodišče v Ljubljani. To je težava. Ti ljudje sodijo, delijo pravico. Tu je glavna težava. Silvana Vrebac Arifin, Vera Vatovec, Mateja Lužovec. To so imena, ki se jih na koncu koncev velja tudi zapomniti, ko boste primerjali z drugimi primeri, po kakšnih vatlih sodijo. In dokler se nekih standardov ne bo, prej smo govorili o tem, kaj se lahko privošči nek novinar in kaj bi moralo biti. Enako je na vseh področjih verjetno, ne? Če si neuspešen na podjetniškem področju, če si zavozil podjetje, si bankrotiral. Če si zavozil v politiki, nisi več izvoljen in tako naprej. Kaj pa na sodišču, če kršiš človekove pravice s svojimi odločitvami, imaš pa trajen mandat. Ne? In tu je pa tisti razmislek, ki mislim, da ga mora upraviti v politiki, lahko ga pa upravijo samo tisti, ki niso vezani na ta status quo, ki omogoča ohranitev teh privilegijev, ki so. To sem hotel vzpostaviti, da ni v tem primeru ne gre kriviti Novo Ljubljansko banko, za njih jasno ne bi želeli teh podatkov dati, ampak zato imamo pa sodno vejo oblasti, ki omogoči, da do teh podatkov pridemo. Če še kakšno vprašanje sprejmemo, še eno vprašanje, sicer pa na tej točki lahko tu zaključimo in se zapomnimo te 3 sodnice, ki jih je omenil Anže, glede na to, da je Romana Tomc gostiteljica današnjega večera, ima pa tudi zadnjo besedo. In mislim, da bo Romana nas tudi povabila še na kozaček vina v koncu. Hvala lepa. Miro pravzaprav si že mi vzel besede iz ust. Prav je, da nekako končamo tole uradni del te okrogle mize oziroma 3 malih mizic. Jaz vendarle upam in si predstavljam, da ste kakšno zanimivost iz naših ust zvedeli. Kaj vam bomo pa še z veseljem povedali takole v klepetu tam zadaj. Upam, da smo pripravili, da so moji sodelavci pripravili kaj dobrega za prozop, pa tudi kaj dobrega za popit. Hvala lepa še enkrat, ker ste prišli. Upam, da bomo uspeli še kdaj narediti takšno zanimivo omizje in seveda tudi že vnaprej. Lepo vabljeni na vse naše dogodke. Hvala lepa. Hvala.